Evo ga, taj ta prav, Mercedes CLS. Jo, škam pa jaz danes naredil prvič bom tole ponudil, prav. Gimbal, če ne veš, kaj je gimbal, ne, to je pravzaprav naprava, ki ti pomaga stabilizirati telefon, ki snemaš, pa pluvam. Zakaj pluvam? No, evo, da vidimo. A je bolj smut, kad takole hodim okrog avta. Malo se treba navaditi, vidim. Ampak mislim, da vse skupaj dosti bolj gladko teče. V glavnem to, kar vidiš za mano, je Mitsubishi Eclipse Cross. Ampak je hecen, kam smo prišli, ne? A se ti spomniš, da je imel Mitsubishi enkrat že nekaj časa nazaj tudi Eclipse, ne? Sam da tudi približno ni izgledal kot SUV, ne? Da je bil en tak dosti hud kupe. No, ampak nimaš kaj, zdaj smo tukaj, kupeja ni več, je pa tale. To se pravi Eclipse Cross, SUV, križanc, kakor hočeš, konkurenti, ker je že glih dolg 4,4 metra, kaj pa je svem, Kadžar, Nissan Qashqai, Tiguan, če hočeš. Drugač pa, kar se oblike tiče, stari, zelo zanimiv avto. Pa ne samo tukaj zadnji. Tudi spredi je dost oštar, v vsakem primeru zelo zanimiv. Veš, Mitsubishi ga je celo probal malo popestriti, ne samo z vsem tem kromom, ne, ampak tudi za tako fino rdečo črtico, ki se pol pele čist čez celo karoserijo. Vidiš to? Gimbal kar dobro dela, vse skupaj je zelo smooth. Ok, gremo noter, v kabini neki mehke, neki trde plastike, še kar ok. Zelo razgibana, to, da je razgibana mi je všeč, ker pomeni, da ni dolgočasna. Je pa dobro, da Mitsubishi ponuja tudi tole ploščico, vidiš? Tako da menije lahko upravljaš tudi tukaj. Pa veš, kaj mi je še všeč? Ker je cela menijska struktura zasnovana takole horizontalno, sicer malo dlje traja, da priješ, kamor bi rad prišel, ampak težko pa kaj kiksneš. Ker se prostora tiče, predvsem v drugi vrsti, je ok, pa ni ok. Po mojem bo najbolj, če najprej kufer odprem, pa bom lažje razložil. A veš, kufer je v osnovi za 341 litrov in če ga ti obdržiš po osnovnih 341 litrih, pol je placa v drugi vrsti dost. Pa če ti hočeš kufer povečati, ker ni toliko nerazumljiva zahteva, ker 341 litrov v osnovi ni toliko velik, lahko ga povečaš za 100 litrov, tako da pomakneš vzdolžno tole klop, pomik je skoraj 20 centi, kar je ogromen. No, ampak če to narediš, veš, koliko placa ti ostane? V bistvu se moraš odločiti, kje bi moral plac. A bi ga imel rad tukaj, a bi ga imel rad tukaj, ko boje naenkrat. To pa ne možeš dobiti. Mi je pa nekaj drugega všeč, lahko dokupiš tole plastično podlogo, vidiš, če si take vrste uporabnik, da vsake toliko časa not vržeš kaj umazanega. Vozna dinamika, moram reči, da sem od tega Mitsubishija pričakoval več. Zmotil me je to, ker na avtocesti sem res velik, da sem moral ves čas dodajati neke popravke v smeri vožnje, smerna stabilnost bi moral Mitsubishi izboljšati. Druga stvar, avto bi moral boljš blažiti, ne pravim, da je slab, ampak pismo, Ta tretja stvar, ki ga peleš malo hitrejš, malo bolj športno, imam občutek, da hoče avto iz ovinka nekam pobezlati. Tak nemiren je in to mi ni všeč. A ja pa motor, 1,5 litrski bencinar, stvar, ki jo pohvalim, je živahnost, prožnost, se mi zdi, da se kar v redu ujame z avtom. Potencialen problem pa vidim pri porabi, avtocesta 130 na uro, z lahkoto čez 8 litrov, kakšen deci manj bi lahko spil. Drugač pa, kar se opreme tiče, moram reči, da je avto v osnovi že kar dobro opremljen, mislim, že serijski Eclipse Cross, recimo opremljen s sistemom za samodejno zaviranje, prepozna, mislim, da tudi pešce. Pa cena je ok, točen tale avto, ki ga jaz vozim, pa je kar dobro opremljen, če zraven prešteješ še voznikov popust, mislim, da pride na 1,25. To je pa glede na to, koliko avta dobiš, kar v redu cena. Ok, zdaj pičem pa v Ljubljano, Mercedes, je spust me jebemo sunati. Zdaj pa pičem v Ljubljano, pogledati en avto, ki sem ga pravzaprav videl že prejšnji teden, Mercedes A, ki prejšnji teden je bil predstavljen v okviru Fashion Weeka, zdaj so pa nekaj še za novinarje naredili. A ja, pa Mitsubishi vrnem, pa vzamem enega drugega, Mercedesa. Tisti, ki me na Instagramu spremlja, že ve, kjer ga. Evo ga, taj ta prav, Mercedes CLS. Mogoče samo osnova, CLS, 350 dizel, valjda 4-kolesen pogon. Ok, pejmo. Ta kabina. Predvsem ta kombinacija materialov pa barv, čist po mojem okusu. Se še sliši zelo podobno. No zdaj pa tako, jaz sem v tem avtu, to sem že zadnjič poudaril, povedal čist vse, kar sem imel za povedati. Če te zanima, prosim lepo, pejt pogledati vloga 544 pa 545. Mogoče samo še dva zanimiva podatka, ki jih pa še nisem povedal. Cene za ta avto, za Aja, v osnovi se začnejo pri 28 670, AMG s 421 konji, tega se že tudi malo veselim, pride pa junija 2019. Ti mene slušaš, če sem jaz tepo zelo denarnice. Sem ti rekla v avto, vzame. Ti si rekla, vzem očala od avto. Ti si rekla, vzem... Ja, ampak viš, tvoj selektivni sluh.